V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil s početom Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Pontijem Pilatom, križem bil, umrl, v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onda prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše stajenje in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas zla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, in blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, in blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena Ti med ženami, blagoslovljen sad Tvojega telesa, Jezus, je za nas krvavi podkutil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo, ker si svojim križem sveto rešil. slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. o Amen. Jezus, Odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
smo tudi njej postavili skromno prebivališče. Ob prvih petkih se tukaj zberemo in molimo križev pot. Dvakrat mesečno pa se naša molitvena skupina dobi pri križu ali v stanovanju v urni molitvi. Ob vsaki misli in pogledu na te svete simbole, ki jih je blagoslovil dekan Martin Kušenjak, občutimo Božjo prisotnost in bližino, ki nam je v pomoč in varstvo v našem vsakdanjem življenju. S svojim obiskom z našo župnijo navdajate z veseljem in mirom, ko nam prinašate škofovski blagoslov. Pozdravljam tudi vse tukaj zbranje in tudi tiste, ki se zaradi različnih vzrokov te slovesnosti niso mogli udeležiti. Naj bodo pri tej daritvi deležni obilo milosti in Božjega blagoslova. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani gospod dekan, gospod diakon, spoštovani tukajšnji gospodar za svojo družino in vsi tukaj pričujoči bratje in sestre. Pravijo, da sta mesec maj in mesec oktober dva najlepša meseca v letu. Meseca maja je vsa narava odeta v cvetje, v en sam cvet. Meseca oktobra pa je naša narava obložena s sadovi. Meseca maja častimo Marijo z šmarnicami, meseca oktobra pa z rožnim vencem. Oba meseca sta posvečena njej, ki je cvet in sad obenem. In nekako v sredini tega drugega najlepšega meseca v letu smo zbrani tukaj v pomenljivem dogodku, v tem družinski izpolnitvi tiste obljube, ki je bila izrečena pred leti, da bi
Bog varoval po Materi Božji družino in vse člane tukajšnjega občestva. Preden nadaljujemo to slavje, preden položimo krono na vaše opravljeno delo in blagoslovimo kapelo in ta kip Luške Matere Božje, pa prosimo vsemogočnega Boga, naj blagoslovi to vodo, s katero bomo pokrepili sebe v znamenje pokore in spomin svetega krsta, nato pa bomo pokrepili novo kapelo in kip Luške Matere Božje. Predvsem pa imejmo v mislih, da vsi, ki smo v veri in ljubezni, sestavljamo živo cerkev, ta naj bo v svetu znamenje in priča ljubezni, s katero Bog ljubi vse ljudi. O Bog, po tebi se sleherna stvar dviga ključi. S tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le očetovsko skrbiš, ampak jih v svoji ljubezni tudi milostno očiščuješ grehov in stalno vodiš v glavi Kristusu. V svojem usmiljenem sklepu si določil, da bodo grešniki, ki bodo stopili v sveto vodo, umrli s Kristusom in vstali brez madeža, ter postali njegovi udje in deliči večnega plačila. Posveti to vodo s svojim svetim blagoslovom, da nam bo, ko bomo z njo pokrepili sebe, novo kapelo in kip Luške Matere Božje, znamenje onega zveličavnega studenca, pri kakršnem smo očiščeni v Kristusu, postali svetišče Svetega Duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi brati in sestrami, ki bodo tukaj pred Luško Materjo Božjo opravljali svete skrivnosti, dospeli v nebeški Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. Bog naš Oče, blagoslovi to kapelo, ki smo jo po tvoji dobroti mogli postaviti. Vsi verni, ki bodo sem prihajali poslušati Božjo besedo in se udeleževati svetih skrivnosti, naj čutijo, da je tu navzoč Jezus Kristus, saj je obljubil, da bo sredi med tistimi, ki se bodo zbirali v imenu njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Molimo. Vsemogočni Bog, slavimo te, za kaj velike reči si storil Mariji, materi svojega sina. V njej vidimo, kako bogato si v svojem usmiljenju obdaril ves človeški rod. Blagoslovi prosimo, ta kip Luške Matere Božje. Vedno naj nas spominja na to, da je Marija Božja in naša mati, ki jo smemo klicati na pomoč v vsaki stiski. Po njenem zgledu naj nenehno živimo evangelij in po njeni preprošnji pridemo v občestvo zveličani po Kristusu našem Gospodu. Naj bo blagoslovljen ta kip Luške Matere Božje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Luška votlina v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
škof in metropolit mariborske metropolije. Čez slab mesec bo minilo 35 let, kar sem dobil od vašega predhodnika, škofa dr. Maksimiljana Držečnika, dekret, da grem za kaplana v župnijo Ljubno ob Savinji. Nisem vedel, kje je ta župnija. Saj se takrat ni slišalo o posebnosti cvetne nedelje in o ljubenskih poticah butara, ki so danes znane celo izven naših meja. V ponedeljek sem imel sestanek s slučarji vse 42 in smo med drugim modrovali, kolikokrat ste svoj 30-letni škofovski službi kot najvišji pastir delne cerkve v svetu aktivno sodelovali po svoji službeni dolžnosti na Ljubnem ob Savinji. Kot birmovalec ste delili zakrament svete Birme leta 1985, 88, 91, 94, 97, 99, 2003 in 2005, torej 8-krat. Prvi birmanci in birmanke so danes stari od 45 do 50 let. In ta mesec, zanimivo, mi je ena od njih, ki bere berilo na vode pri sveti maši, malo zaskrbljenostjo rekla: gospod, a sem res že toliko stara? Rekel sem: jaz sem kar malo več. In danes bi dodal: gospod škof, ki te je birmal, je še malo starejši in letos praznuje ne le 30. obletnico škofovske službe, ampak zlati jubilej mašništva. Spoštovani gospod nadškof in metropolit, ob tem dvojnem jubileju vam najprej iz srca čestitam in vam tudi v bodoče želim obilo Božjega blagoslova, da bi svoje poslanstvo gospodem vinogradu še naprej lahko vršili s tako ljubeznijo, s takim spoštovanjem do svetih obredov in do Božjega ljudstva kot doslej. Naj vas Sveti Duh še naprej spodbuja, vodi, usmerja pri delu za evangelij. Spominjam še vašega prvega obiska leta 1981, to je leto po vaši posvetitvi, ko ste prišli na Primož, podružnici svetega Primoža in Feliciana, da ob 500-letnici blagoslovite obnovitvena dela. Takrat so se zbrali skoraj vsi dekanijski duhovniki. Danes sta tu le dva, Franci še prije, ne bo še eden, pa diakon Stanko. Ja, takrat nas je bilo 5 aktivnih duhovnikov več in obstali so kaplani, od danes o teh lahko le sanjamo. Veličastno je bilo srečanje z vami leta 1987 na ugasnem ognjeniku Komno pri kapeli svetega Cirila Metoda, ko ste blagoslovili ob prisotnosti 1200 glave množice to kapelo. Spominjam se, da je takrat Radio Vatikan poročal ves teden o vaših besedah in blagoslovu. Ob 20. obletnici kapele leta 2007 nas je seveda zaradi slabega vremena bilo kar precej manj zbranih kot vas. Dvakrat ste bili med nami na cvetno nedeljo leta 1986 in 1999 z namenom, da blagoslovite zelenje in simbole naših vernikov, predvsem pa, da utrdite naše verne spoznanjo, da je blagoslov vseh vrst in oblik zelenja spomin na Jezusov slovesni pot v Jeruzalem in ne poganski običaj, kot to že 30 let vsako leto z istimi besedami poroča novinar po Radio Slovenija. Res nobenega duhovnega napredka v poročanju. Bog se ga usmili. Veliko veselje je bilo v župniji ob koncu celodnevnega češčenja najsvetejšega 26. julija 1992, popoldne, ko ste blagoslovili obnovljene 200 let stare župnijske orgle. Kot vemo, leta 1793 jih je izdelal Anton Šolc, 1992 pa obnovila škofijska orglarska delavnica Hoče. Med nami ste bili tudi leta 2000, ko smo obnovili notranjost podružnice svetega Miklavža Vrastka. Nato ste leta 2003 na podružnici Marije v nebo vzete posvetili 3 nove zvonove, ki vabijo k sveti maši,
sporočajo smrt župljanov, ob krščevanju otrok sporočajo veselo vest o drugem duhovnem rojstvu človeka, ki s tem postane član občestva cerkve in sodedič nebes. Spoštovani gospod nadškof in metropolit, po mojih podatkih iz osnovne knjige ste danes med nami 17. Mislim, če pa še dodam najbrž 2 rekolekcije, na to pa se jaz nisem prepričal, katero leto ste bili, ker ni bilo časa, je potem že danes 19. kar ste tukaj med nami. Danes ste torej blagoslovili Marijin kip in to kapelo na tej kmetiji, Logar po domače rečeno, kjer se, kot smo slišali, zbere vsak teden nekaj vernikov in moli. Sem pomislil, ko bi v župniji bilo več takih skupin in družin, ki rade molijo rožni venec ali kaj podobnega. Potem bi več otrok in mladih lažje prišlo do osebne vere. Želim vam prijetno doživetje današnjega srečanja, naj vedno bolj raste v nas vseh Slomškova želja in hrepenenja, da nebesa morajo biti naša. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Temu pozdravu, ki ga slišimo na začetku vsake svete maše in vsakega svetega obveda, pridružujem iskrene in prisrčne pozdrave tukajšnjemu domačemu dušnemu pastiju gospodu župniku ali dekanu. Zahvaljujem se za povabilo, zahvaljujem se za njegovo pozornost ob mojem življenjskem in pa duhovniškem in škofovskem jubileju. Moram reči, da sem na tem življenjskem meniku naredil tisto, kar je zapisal sveti Avguštin. Takole je dejal: O Bog, svojo preteklost izločam tvojemu usmiljenju, svojo sedanjost tvoji ljubezni, svojo prihodnost pa tvoji previdnosti. Tako sem storil na tem življenjskem jubileju. Danes sem med vami torej že pogostokrat, tako da sem imel kar občutek, da sem bolj jaz župnik, kakor pa vaš dušni pastir. Pa vem, da sem zelo vesel, kadarkoli pridem v to prelepo Savinjsko dolino in te lepe kraje, saj lepota te naše narave poznanja in razodeva lepoto vaših src in vaše vere, ki jo vedno vidimo v teh množicah, ki se zbirajo tukaj v Savinjski dolini. Danes smo položili pomenljivi krono na vaše delo, ko smo blagoslovili novo Luško votlino in blagoslovili tudi Luški kip Matere Božje. Tako bo mesto Lourdes in vsa skrivnost luškega dogajanja sredi med vami v vašem občestvu. Preden pa sedaj nadaljujemo sveto mašo, Bogu v čast, Luški Materi Božji pa v preprošnjo, nam vsem pa v duhovni blago in zveličanje, pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe in svoje slabosti, očistimo svoja srca in se tako pripravimo na svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznamo se grešili, misli, besedi in dejanja, namerno opustil in slabega stroja. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele, svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Господь, усмирися,
na višavah in na zemlji mir tebe, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinomereni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Janje Božje, Sin Očetov, ljudem želite sveta, pusti se nas, ljudem želite sveta, spremi naše prošnje, sediš na desnici Očetovi, pusti se nas, zakaj edino nisi sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji Jezus Kristus, svetim Duhom, slava Boga Očeta. Amen. Molimo. Bog naš usmiljeni Oče, pomagaj nam v naših slabostih, na priprošnjo Ljuške Matere Božje, ki jo danes slavimo, nas ozdravi dušnih in telesnih bolezni, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj in v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Božje oči so odprte nad to hišo. Berilo iz prve knjige Kraljev. Tiste dni je Salomon v priču vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar, razprostrl roke proti nebu in molil. Gospod, Izraelov Bog, ni ga tebi enakega Boga, gori v nebesih in doli na zemlji. Zavezo in milost hraniš svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred teboj. Toda, ali v resnici prebiva Bog na zemlji? Glej, nebo in nebesa te ne morejo obseči. Koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal. Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, Gospod, moj Bog. Poslušaj klic in molitev, ki jo tvoj služabnik danes moli pred teboj. Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad to hišo, nad mestom, o katerem si obljubil, ondi bo moje ime. Poslušaj molitev, ki jo bo opravljal tvoj služabnik na tem mestu. Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, kadar bodo molili na tem mestu. Poslušaj na mestu, kjer prebivaš, nebesi, poslušaj in odpuščaj. Božja beseda. Bogu hvala. Lepa si roža Marija, tebe časti vsa nebeška družina. Angelci lepo pojejo, tebe Marija hvalijo. Angelci lepo pojejo, tebe Marija hvalijo. Gospod z vami In s tvojim duhom, iz svetega Evangelija po Luku. slava tebi, Gospod. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, devici zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: Zdrava, milosti polna,
Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daje ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam? Angel ji je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti in to je 6. mesec njej, ki je nerodovitna. Zakaj pri Bogu ni nič nemogoče? Marija pa je rekla: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je odšel od nje. Kristusov evangelij. Bratje in sestre, na mizi Božje besede našega tukajšnjega slavja sta bila dva pomenljiva odlomka Svetega pisma, pa se najprej ustavimo pri prvem odlomku evangeliju, ki je važnejši odlomek današnje Božje besede. Duhovni pisatelji pravijo, če bi vse odlomke, ki govorijo o Materi Božji, Mariji, v Svetem pismu, strnil v en sam odlomek, bi bil to odlomek, ki smo ga danes prebrali, Marijino oznanjenje. In če bi vse stavke tega odlomka hoteli strniti v en sam stavek, bi bil to stavek, tisti stavek, ki ga je izrekla Marija na koncu angelov: dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zgodi se mi po tvoji besedi. To je Mariji življenjski fiat. Iz te Marijine besede raste vsebina vseh naše vere v Kristusa odrešenika, v njo kot Božjo in našo mater, pa nazadnje tudi v Boga kot našega očeta. Trikrat slišimo to besedo, trikrat slišimo v zgodovini vsega stvarstva in človeštva besedo zgodi se ali fiat. Najprej jo slišimo čisto na začetku stvarstva. Takrat je prvič izrekel to besedo sam stvarnik, ko je klical v bivanje vse tisto, kar ne bi ni bivalo. Ko je ustvarjal, ko je v praznino časa in prostora izrekel to stvariteljsko besedo zgodi se. Zgodi se svetloba, naj bo svetloba in bilo je. Naj bo nebo in zemlja, zgodilo se je. Naj zemljo napolnijo vsa živa bitja in drevesa, tudi to se je zgodilo. Nazadnje je poklical v bivanje človeka, tudi to se je zgodilo. Človeka po svoji podobi ga je ustvaril. Čeprav ga je ustvaril iz zemeljskega prahu, pa mu je vdihnil neumrljivo dušo in ga obogatil z razumom in svobodno voljo in z drugimi odličnimi darovi, enkratnimi Božjimi darovi, tudi z nesmrtnostjo. In ga poslal in mu izločil posebno poslanstvo. Toda vsi vemo in poučeni po Svetem pismu spoznamo, da je prav ta človek z svojimi Božjimi darovi se uprl Bogu. Z Božjimi darovi je nastopil proti Bogu in tako je nastal tisti prvi greh. Oče laži, hudobni duh je prevaral človeka in ga zapeljal, da se je obrnil proti Bogu s njegovimi darovi.
tako je nastal prvi greh, razdalja med stvarnikom in strojjo, med Bogom in človekom. To je tista prva razvalina, ki jo čutimo vsi v svoji notranjosti, odmev izvirnega greha. In da se je ta škoda mogla popraviti, se je moral znova izreči besedo, zgodi se. Prvič je izrekel stvarnik, drugič jo naj izreče stvar, prvič jo je izrekel Bog, drugič jo pa naj izreče človek. In najodličnejša stvar, najlepši človek pred Bogom, Marija, je izrekla to besedo. V Nazaretu, ko je obiskal angel Gabriel in je oznanil, da je postala Božja mati, da bo rodila odrešenika. Takrat je Marija izrekla v tistem dialogu med angelom in med njo, med Bogom in stvar in stojo, besedo zgodi se. Fiat, in zgodilo se je. Kaj se je zgodilo? Bog je postal človek. Druga Božja oseba je postala učlovečena Božja beseda in Marija je postala naša mati in mati vsega človeštva. Duhovni pisatelji pravijo, da je za trenutek bila vsa zgodovina stvarstva in človeštva položena v Marijine roke. Vse je bilo nekako obrnjeno k njej. Kaj bo odgovorila angelu Gabrielu? In odgovorila je, povezala je zopet nebo in zemljo, Boga in človeka in odprla vrata novi zgodovini. Še enkrat slišimo to besedo, zgodi se. Na Oljski gori, na Veliki četrtek, takrat pa je izrekel to besedo Kristus, odrešenik, ko je trikrat molil tiste znane besede, Oče, naj gre ta kelih mimo mene, pa ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Duhovni pisatelji pravijo, da je prvič molil te besede za vse svoje prednike, vse tja do Adama in Eve, do prvega človeka. V imenu njih je izrekel prvi, zgodi se, naj se zgodi Božja volja. Drugič je molil te besede za vse svoje sodobnike, za tiste narode in tiste generacije, ki so takrat živeli. A tretjič je molil za vse tiste, ki bodo v prihodnosti živeli. In je molil za vse do poslednjega dne zgodovine, do poslednjega človeka. Vse je vključil v svoj odrešenski zgodi se. In zgodilo se je. Kaj se je zgodilo? Veliki petek se je zgodil. Smrt in vstajenje Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Zgodilo se je naše odrešenje. Še en zgodi se je, in to je zgodi se vsakega izmed nas. Pomolimo vsak dan, Oče naš, ponavljamo tiste besede, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. To je naš življenjski zgodi se, ki ga pridružujemo Jezusovemu, ki ga pridružujemo Marijinemu. Z njim odgovarjamo stvarniku, ki je naš Oče. S svojim zgodi se odgovarjamo Jezusu, ki je naš odrešenik, in tudi z Materi Božji, ki je naša mati. Od teh velikih mislih pa smo upravili danes posebno dejanje, blagoslovili Luško Butlino tukaj med vami in Kikluške Matere Božje. Naj vas to dejanje spominja na ta Marijin veliki zgodi se, da bi vsak izmed nas tudi mogel ponoviti iskreno v Marijinem duhu te velike besede. Ne bi mogel drugače skleniti svojega premišljevanja o današnjem evangeliju, kakor da se povežem še z prvim berilom, ki smo ga slišali, o Salomonu, ki je zgradil veličastni tempelj v svetem mestu Jeruzalemu in ko so bila vsa dela končana, je priklical Božji blagoslov na svoje delo. Odlomek tiste molitve, ki jo je takrat odgovarjal, smo slišali danes. Gospod naš Bog, ni tebi enakega,
ne zgore v nebesih, ne tukaj doli na zemlji. Nobena stvar te ne more zaobjeti, koliko manj ta hiša, ki sem jo postavil, vendar poslušaj prošnje svojega služabnika. Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad hišo, ki sem jo sezidal, nad tem mestom, o katerem si obljubil, tukaj bo moje ime. Zdi se mi, bratje in sestre, da se ta svetopisemski dogodek pri danes v tem malem obsegu ponavlja tukaj. Luška kapela je končana, vanjo smo položili kip Luške Matere Božje in sedaj nam ne preostane nič drugega, tako da tudi mi po Salamonovem zgledu ponovimo besede. Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte na to luško votlino. Naj bodo Božje oči noč in dan odprte na to družino, ki jo spremljaš vedno po svoji previdnosti za svojim blagoslovom. Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte na vso vašo župnijo. Vsega tega nas naj spominja ta današnji dogodek in Luška Mati Božja med vami. Upravičeno bomo na koncu današnjega slavja vsi skupaj zapeli pesem Tebe Boga hvalimo. Tebe Boga hvalimo za našo slovensko zgodovino. Tebe Boga hvalimo za naše slovenske družine. Tebe Boga hvalimo tudi za to družino, ki je postavila tukaj kapelico Luške Matere Božje. Tebe Boga hvalimo za našo mladino, ki je naša prihodnost in naše veselje. Tebe Boga hvalimo za vsak dar, ki ga sprejmemo, za vsak dan, ki ga preživimo v Božji pričujočnosti in nazočnosti. In s temi mislimi sedaj nadaljujemo to sveto davito. Amen. Veste, Luška Mati Božja nas vedno ljubi, podpira in nas vodi k svojemu sinu, ko se spominjamo njenih velikih dobrot, ki jih kot brezmadežna devica Božja Mati izkazuje v Lurdu in tudi v naši deželi. Zaupno prosimo, naj posluša in usliši naše prošnje. Nebeški Oče, po Marijinem zgledu in njenim priprošnji, naj vsa cerkev, posebno pa v naših krajih, vedno bolj razodeva tvojo dobroto in lepoto. Naj velika romanja v Lurdu in vsako zbiranje ljudi pospešuje ljubezen, medsebojno pomoč in sodelovanje med vsemi narodi. Prosimo te, usliši nas. Naj spomin na Marijine dobrote v Lurdu in v drugih njenih romarskih krajih poživijo našo vdanost in ljubezen do nebeške Matere. Prosimo te, usliši nas. Naj bodo romanja res dejanja vere, spodbuda krščanskemu življenju in pomoč za večjo medsebojno povezanost v našem občestvu. Prosimo te, usliši nas. Naj brezmadežna devica in dobra mati izprosi pomoč vsem trpečim, zlasti pa zdravje bolnikom v naši domovini in naši župniji. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, svoje ljubezen nam čudovito izkazuješ v Marijini dobroti in priprošnji. Usliši tudi te naše molitve in prošnje, da te bomo vedno bolj spoznali in ljubili po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Kruh
sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, slava in čast svojemu imenu, blago tudi nam vsej svoje sveti sreču. Dobri Oče, po Mariji je tvoj sin postal človek, kar je časti devištva ni zmanjšalo, temveč ga je posvetilo. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, da bo naša daritev tebi prijetna, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. I s tvojim duhom. Kmišku srca. Pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Pomoli se i pravično je. Res se spodobim je pravično, primerno in zveličano, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče vsemogočni in večni, spomino luške Matere Božje, Device te hvalimo, slavimo in poveličujemo. Moči svetega Duha je spočela tvojega edinorojenega Sina, in o slavi devištva rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju, slavijo vsi nebeški zborovi. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupamo pomojeno. Sveti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, Hozana na višavah, na višavah. Благословен, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah, na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire.
Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh preko Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim škofom Stanislavom, s tukajšnjim nadškofom Francem in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili v tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusus, Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Kot ena družina smo zbrani okrog najsvetejše mize, okrog tukajšnjega Kristusovega oltarja pri najsvetejši daritvi in ob blagoslovitvi luške votline in luškega kipa. Kot posinovljeni Božji otroci in prav tako tudi kot Marijini otroci se sedaj zaupno vrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo, kako nas je učil Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih in tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehove, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelej nas v kušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podali nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Devica Marija nas vedno in povsod spremlja na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Tako nas pozdravi duhovnik pred vsakim svetim Mihajlom in nam zaželi Kristusovega miru. Ta duhovnikov pozdrav pa ne sme ostati pozdrav, ampak postati mora naše dejanje, ki ga uresničujemo doma v svojih družinah, ali med sosedi, ali v naših župnijah, ali nazadnje v našem slovenskem narodu, ko si drug drugemu poklanjamo in podarjamo mir. In da smo kot kristjani to pripravljeni, si v tem znamenju podajmo roke. Sveta
Gospodovi mizi. Tvoje smo,
zadovoljstvo svoje regirane, le odslej ne bodo podrovali sirodovi. Velike reči so zamočni, dovolj Jezusa, roda v rod razvija svoje zmiljenje, srce in blisko ljubijo, dvigne svoje močne roče, zaprotuje vse pisanje. Mogočne vode s prestola in bolišo iz vse, lačne napolni z dobrotami, in vladajo s gospodarami, sprejemlja svoje izvoljene mesto, kako je živo našim očetom, spomni se svoje dobrote na Abrahama, vseh njegovih potomcev, slavo očetu in sinu in svetemu duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj, vse za veliko leta. Molimo. Nebeški Oče, prijeli smo sakrament odrešenja, pokajamo spomin Luške Matere Božje, nas razsvetljuje z obiljem svoje milosti, da bomo vedno bolj rasli v ljubezni do Tebe, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Našemu v dar to srečo, danes blagoslovljeni v kipu Luške Matere Božje, naj ta sveča daje toplo in močno svetlobo, ki bo izražala naše globoke misli in iskrene čestice od današnje blagoslovi. Ko je naš Gospod Jezus Kristus opravil prvo sveto mašo na veliki četrtek v zadnji večerji, je tam pričajoči apostol in pozneje evangelist zapisal, na to so zapeli zahvalno pesem in so odšli na Oljsko goro. Tudi mi smo danes tukaj opravili pred kipom Luške Matere Božje, pred to Luško votlino sveto mašo. In sedaj ob koncu tudi mi z besedo in pa z srcem zapojmo to pesem Bogu, tej družini in vsem nam, ki smo se tukaj udeležili tej svetih skrivnosti, splošno naj nas Luška Mati Božja spremlja s svojo priprošnjo. Tebe, Boga, hvalimo. Amen.
Miloj ti srdje tebi, Gospod z vami, i svojim duhom. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi podvešenika sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.